V okviru mednarodnega projekta Houses je potekala predstavitev nastajajočega turističnega proizvoda z imenom Poti podeželskih hiš. S predstavitvijo so želeli spoznati in primerjati vlogo podeželskih hiš v Sloveniji s hišami na Madžarskem. Zdaj smo prišli najprej iz Zalaegersega, tam smo se zbrali in smo šli na madžarski strani si ogledati podeželsko hišo in sicer Hegyház Szentpéterű. Tam smo si ogledali kovačnico in pogledali smo se tudi kovaške dejavnosti, kako so nekoč to delali in tudi druge rokodelske dejavnosti so nam pokazali. Potem smo se zopet usedli v avtobus in z velikim zanimanjem prišli v podeželsko hišo Mala Rosa, kajti zanimalo nas je, kako to delajo v Sloveniji. Pozneje bomo šli pa skozi Lenti, oziroma bomo šli v Lenti čez mejo, tam bo povratek tja in tam bomo slišali tudi predavanje o njihovi dejavnosti in o tem, kako se lahko hoteli vključujejo v podeželske hiše oziroma kako lahko hotelske goste pripeljejo v podeželske hiše. Zato je tudi zelo pomembno, da je tisk prisoten, kajti tisk je tisti, ki največ sporoča vsem tistim, ki si želijo na podeželje. Projekt sam se imenuje Poti podeželskih hiš, to je slovensko-madžarski čezmejni projekt in sicer so v projektu 4 projektni partnerji. 2 projektna partnerja sta iz Madžarske in sicer je to iz županije Zala, en projektni partner, drugi iz županije Voš oziroma Železne županije in pa 2 projektna partnerja iz slovenske strani, to je Sinergija in pa iz Ptuja imamo še projektnega partnerja, ki zastopa Podravje. Torej, zanimalo nas je, kako delujejo te podeželske hiše na slovenski strani, kajti vemo, da na madžarski strani imajo nekako drugačno vlogo kot tukaj. Zanimalo nas je, da spoznamo v Sloveniji podeželske hiše in da primerjamo. In zanima nas tudi to, kako ste na slovenski strani uspeli vključiti tukajšnje prebivalstvo v to delo, v podeželske hiše in pa v to, da prek podeželskih hiš postanejo znani tudi kraji sami in tudi celotno območje. Torej, to je ta model pravzaprav, ki vključuje hotele in sicer tako, da dobimo hotelske goste v podeželske hiše in da to dvoje povežemo in da je to neka privlačna sila tudi za turiste. Radi bi torej, da se to živi naprej. To je namreč ta projekt prvič zdaj in sicer je neke vrste testni projekt in če nam bo uspel, bomo vsekakor potem še z večjim elanom se podali v to. Ena od podeželskih hiš na Goričkem je za razvoj zahtevala selitev iz slovenske prestolnice v Prekmurje. Tako sta nova lastnika hiše zamenjala urbano okolje za podeželsko. Ja, midva z možem sva se 9 let nazaj zaljubila v pokrajino, v Goričko, v Goričance in odločila sva se, da se z mesta preseliva v ta del naše prelepe Slovenije. Kar nekaj časa sva iskala posest, ker sva imela željo se ukvarjati malo s kmetijstvom, povezano tudi s turizmom. In evo, 9 let nazaj sva potem tudi našla to zapuščeno kmetijo, kateri sva vrnila nazaj življenje in zdaj zadnja 3 leta ponosno poslujem kot kmetica na tem delu. Sodelovanje v tem projektu je meni osebno zelo pomembno. Prvič širi kot prvo moje znanje, kot drugo vsak tak projekt prinese nove ljudi na posestvo, naša prepoznavnost se s tem veča, pa mislim, da je tudi zelo, zelo pomembno to povezovanje, ki je prisotno v tem projektu. Meni je ljubo res vse delo, ki sem si ga pa zdaj izbrala, to je moje delovno mesto, jaz še nisem v penziji, tako da iz tega naslova živim. Zelo rada seveda delam v naravi, zelo rada sem na njivi svojih jedilnih vrtnic, ki jih imamo zaenkrat edini v Sloveniji.
Izredno rada sem pa petek, soboto, nedeljo tukaj pod Senikom, da se srečujem z gosti, da imam oseben stik, da se pogovarjamo, da izmenjujemo razna mnenja, občutke, tako da težko bi izpostavila, kaj najrajši delam. Poleg tujih turistov jih obiskujejo tudi domačini. Najna prva ideja seveda je bila, ko sva delala ta Senik, ko sva zastavila najino zgodbo, da naj jo bojo obiskovali turisti, ki se gibajo po Prekmurju in Goričkem. Vendar moram reči, da poleg turistov, ki pač vedno iščejo nekaj drugačnega, nekaj, kjer bi lahko preživeli kakšno uro, so naju res lepo presenetili domači ljudje, Prekmurci, za kar sva iskreno hvaležna in res srečna, ker smo postali izletniška točka tudi za domače goste, posebej ob nedeljah. Zdaj, turisti, ki se gibajo, moram reči, da tukaj moram poudariti, da turistični boni lansko leto so vsaj za nas tukaj naredili res veliko prepoznavnost. Obiskalo nas je ogromno Slovencev, ki prej Goričko niti poznali niso, niti Prekmurje. Vesela sem, da se letos ti isti gostje, ogromno njih vrača, ker so se zaljubili v Goričko tako kot midva s soprogom. Seveda nas pa obiščejo tudi gostje, ne vem, jih imamo z Italije, z Avstrije, kar nekaj nas je že, odkar smo v tem projektu obiskali iz Madžarske, ker je to madžarsko-slovenski projekt. Tako da, ja, midva sva zelo zadovoljna in vesela. Jaz mislim, da so tujci nekako mogoče celo bolj zainteresirani za te stvari, ker tega mogoče manj vidijo, kje pri sebi, kot mi, ki se s tem na nek način vsak dan srečujemo, ali pa še nismo niti dovolj spoznali, šele zdaj v teh korona časih spoznavamo domačo deželo kot deželo, kjer lahko mi gremo na dopust ali pa preživimo prosti čas. Tudi podravska regija je poleg Pomurske pogosto razvojno zapostavljena, zato v projektu sodeluje tudi več projektnih partnerjev. Jaz prihajam iz projektnega partnerja Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj. V ta projekt smo bili povabljeni k sodelovanju, da bi tudi na našem področju te bogate podeželske hiše predstavili malo širši javnosti. Vsi partnerji skupaj smo naredili javni natečaj, na podlagi katerega so potem bile izbrane posamezne hiše iz nekega območja. Kar se našega območja tiče, so to 3 podeželske hiše, hiška Herberstein na Mestnem vrhu, potem Hrgova domačija v Vitomarcih in pa Viničarski muzej na Gorci. Torej ta bogata kulturna dediščina, ki bi jo želeli predstaviti tudi širši javnosti, in pa predvsem, da nekako vsi projektni partnerji skupaj malo primerjamo, na kak način so te hiše razvite na madžarski strani in na kak način na slovenski strani, da se vsi skupaj drug od drugega nekaj naučimo, predvsem pa da izboljšamo svojo ponudbo, ki jo potem ponujamo tudi izbranim hotelom, kajti istočasno, ko je bil javni natečaj za hiše, je bil tudi javni natečaj za hotele in ti hoteli bodo torej vključili to ponudbo teh hiš tudi v svojo ponudbo in tako predstavili to vse širšim množicam. Vsekakor si želimo že nadaljevanje tega projekta. Ti korona časi so ta projekt mogoče osiromašili na nek način, ker nismo uspeli, če drugega ne narediti teh študijskih tur, da bi hiše, torej predstavniki hiš se med sabo obiskali in videli, kako to delajo v Prekmurju, v Pomurju, potem na madžarski strani. Zato vsekakor smo zainteresirani, konec koncev tudi naše podjetje je zelo močno na podlagi teh evropskih projektov in predvsem čezmejno sodelovanje je tisto, ki nas še bogati. Podravska regija svojo ponudbo predstavlja s 3 destinacijami. Torej v našem delu 2 hiši sta v lasti lokalne skupnosti. Hrgova domačija je predvsem gre za izvajanje raznih kulturnih aktivnosti, sedaj sicer urejajo tudi prenočišče na Seniku. Predvsem pa je njihova bogata etnološka zbirka, ki jo predstavljajo od črne kuhinje do vseh teh orodij, posod in vsega, kar se je včasih uporabljalo. Viničarski muzej na Gorci stoji v srču Haloz in kaže to bogato dediščino vinogradništva in viničarstva v Halozah. Najbolj zanimiva pa je mogoče celo zgodba Herbersteinove hiške, ene propadajoče hiške, nekaj minut iz samega centra mesta Ptuja, ki jo je ena mlada gospa kupila in jo obnavlja v tem stilu, torej še vedno gre za butano hišo, slamnato streho, noter se pa odvijajo razni literarni večeri in pa tudi prenočitve, kjer pa večinoma prenočujejo tujci, ki jih to očitno bolj privlači kot naše domače goste. Namen projekta je povezovati ponudbo podeželskih hiš s hoteli. Je dejansko ključni namen in poudarek je seveda na čezmejnem sodelovanju, tako kot pri vseh čezmejnih projektih.
povezati turistične ponudnike na obeh straneh in seveda tukaj izstopajo podeželske hiše. Podeželske hiše njihovo ponudbo seveda povezati s hoteli. Za v prihodnje se bodo zdajšnji projektni partnerji zauzemali za več takšnih projektov, kjer se uresničujejo zamisli in načrti lokalnega prebivalstva. Na ta način se v Sloveniji zmanjšuje tudi brezposelnost, saj se s tem vse večkrat ustvarjajo prosta delovna mesta. Iz Prekmurja sta v sam projekt vključena tudi hotel Štrk in Pomelajeva domačija iz Polane.